Polemika otroških dodatkov delavcev migrantov še ni dobila epiloga. Avstrijski parlament namerava spremeniti zakonodajo, s katero bi pri otroških dodatkih za otroke dnevnih migrantov privarčevali 100 milijonov evrov. Višino dodatka bi po novem določili glede na življenjske stroške v državi, odkuder prihajajo tuji delavci in v kateri živijo njihovi otroci. Kako poteka pridobivanje za starše migrante, smo povprašali na Centru za socialno delo v Mariboru. Kadar je eden od staršev zaposlen v Sloveniji, je primarna država za izplačilo družinskih dajatev Slovenija, kot država članica EU. Zdaj pa v kateri pa je zaposlen drug starš, pa je sekundarna ta država pristojna, to pomeni, da lahko v drugi državi uveljavljajo razliko od otroškega dodatka. To se pravi, starši vložijo vlogo na krajevno pristojni center za socialno delo v Sloveniji za otroški dodatek. Potem pa se razlika uveljavlja v drugi državi, kjer je zaposlen drugi starš. Predsednik Državnega zbora Milan Brglez in ministrica za delo, družino in socialne zadeve Anja Kopač Mrak sta se za pojasnilo avstrijske namere o znižanju otroških dodatkov obrnila na veleposlanico v Sloveniji Sigrid Berg. Poslanka Romana Tomc pa je skupaj s kolegi ostalih držav poslala vprašanje na Evropsko komisijo, toda konkretnih informacij niso dobili. Ljudje sprašujejo, to je stvar Avstrije oziroma potem teh bilateralnih dogovorov med našima državama. Največ denarja za otroške dodatke so Avstrijci nakazali na Madžarsko, skoraj 65 milijonov evrov. Sledijo Slovaška, skoraj 60 milijonov evrov, Poljska 37 milijonov evrov, Romunija 27 milijonov evrov ter Češka in Slovenija vsaka po 17,4 milijone evrov. Na Zavodu za zaposlovanje so nam povedali, da je po podatkih Avstrijskega zavoda za zaposlovanje delavcev migrantov skoraj 24 tisoč. V mesecu novembru je bilo takšnih ljudi, torej Slovencev, ki so delali v Avstriji 23.204. Od tega ocenjuje, da je 13.675 oseb, ki dnevno migrirajo, se pravi, ki delajo na tem štajerskem delu, se pravi, da se dnevno vozijo tudi čez mejo in tam opravljajo delo. Ta številka se je nekako normalizirala, se ne povečuje, počasi se tudi zmanjšuje v določenih delih, ker tudi v Avstriji se situacija kar precej zaostrila, kar se tiče zaposlovanja. Nekateri ljudje se tudi vračajo nazaj, situacija v Sloveniji se stabilizira, pogoji se nekako normalizirajo. Po številkah statističnih, ki se mi predstavlja, tudi pričakujemo napoved zaposlovanja v naslednjem letu precej višjo, se pravi v Sloveniji za 2,6% delodajalci napovedujejo višanje zaposlenosti, na našem območju celo za 3,1% in zagotovo potem je to priložnost, da se morda ljudje, ki migrirajo, vrnejo nazaj v naše okolje, da delo opravljajo tu, če se bodo zaposlitvene priložnosti povečale. Nadejamo se, da bodo države uspele skleniti dogovor in ohranile ugodnosti za delavce migrante.